Pozdravljeni, danes podimo v 16. stoletje, v čas, ko so se ljudje v Evropi uprli cerkvi in papežu. Papeštvo si je v poznem srednjem veku prizadevalo za popolno predvlado nad oblastjo na evropskem katoliškem zahodu. V 15. in 16. stoletju pa se je začelo posvečati verski oblasti nad človekom. Papež in cerkev sta veliko zapravljala za graščine in dvorce, in celo za vojsko, ki pa kasneje postane papeška garda, ki pa obstaja še danes. Življenje visokih duhovnikov in papeža so mnogi verniki tolerirali kot greh in kot zlorabo svoje verske in politične moči, kar je bilo z duhovniškim stanom nezdružljivo. Cerkvenemu bogatenju in papeževi politični oblasti je nasprotoval že John Wycliffe, ki pa je predlagal, da je smisel vere ljubezen in delanje dobrih del, ne pa bogatenje cerkve in njene politične moči. Da je Biblija ena sama, ki ima svoj pomen za vsakogar, ki pa jo morajo verniki sami brati in razumeti. Vendar je Biblijo cerkev v srednjem veku interpretirala po svoje. Zato je bila tudi pismenost razširjena le med duhovniki in višjimi plemiči. John Wycliffe kasneje umre naravne smrti, vendar po papeževem ukazu njegov grob izkopljajo in njegove ostanke zažgejo. Njegovi privrženci in misleci se kasneje zatečejo na Češko, kjer pa najdejo svojega somišljenika Jana Husa, ki je njegove ideje širil naprej. Jan Hus je imel veliko podporo plemičev in kralja, zato mu niso delali težav. Nasprotoval je križarskemu pohodu papeža Janeza 23. in bogatenje cerkve. Kasneje, ko pa je izgubil podporo plemičev, pa so ga poklicali na zagovor v Vatikan. Obljubili so mu, da bo varen, vendar so ga obsodili krivoverstva in ga zažgali na grmadi. Kasneje njegovo gibanje zelo vpliva tudi na mnoge druge reformatorje. Vendar vernike je najbolj zmotilo to, da je papež preuredil baziliko svetega Petra v ogromno marmorno palačo. Poleg tega pa je papež ustvaril tudi ogromno vojsko, ki je ves čas hodila na velike bojne pohode. Ker je cerkvi začelo primanjkovati denarja za gradnjo bazilike, so začeli prodajati odpustke, ki pa bi morali biti zastonj. Najbolj pokvarjeni in razsipni pa so bili zagotovo Borgici, ki so se poročali kar med sabo. Recimo sin papeža Aleksandra Borgica VI. Je postal kardinal kar pri 6 letih. Poročil pa se je za lastno sestro. Največji kritik vsega tega je kasneje postane Martin Luther, ki je zelo kritiziral početje papežev. V Nemčiji je bilo veliko razočaranje nad cerkvijo in njenim početjem. Zato je Martin Luther leta 1517 objavil 95 zahtev, ki jih mora cerkev uveljaviti. Odprava prodaje odpustkov, preprečevanje bogatenja cerkve in povečati pismenost, saj si mora Biblijo razlagati vsak sam. Ideje so se hitro širile po Nemčiji in drugih državah, saj so bili ljudje mnenja, da je treba nujno narediti cerkveno reformo. Luther je hitro dobival na moči in tako so protestanti, kakor so se poimenovali, poskrbeli za zasego cerkvenega premoženja. Duhovnike in pripadnike cerkve so izgnali. Kasneje nemški cesar skliče kneze in jim ukaže, da bodo oni odločali glede na regijo, kakšno religijo bodo imeli, zato da bi preprečil vojno. In tako so se ljudje selili. Protestanti so šli k protestantom in katoliki k katolikom. Kasneje se Lutherove ideje širijo v druge države, na ozemlje Francije, Avstrije in celo Slovenije. Naš protestant Primož Trubar je napisal prvi 2 slovenski knjigi, Abecednik in Katekizem. Dan reformacije v Sloveniji praznujemo 31. oktobra, medtem ko dan Primoža Trubarja praznujemo 8. junija. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.